Smo v izjemnem času pandemije, ko se je življenje večine obrnilo na glavo ali vsaj drastično spremenilo. Na največji preizkušnji pa so zdravstveni sistemi po Sloveniji in svetu. Kako se s pandemijo spopadajo družinski zdravniki? Sedaj sprašujem dr. Primoža Kusa iz ambulante družinske medicine KUS. Dober dan, dr. Kus, kako doživljate pandemijo v ambulanti vaše družinske medicine? Redni pregledi so se ustavili, vaše delo se je dobesedno postavilo na glavo. Dobro jutro vsem. Ja, res je, doživljamo res čase, kakršnih še nismo doživljali. Družinski zdravniki smo, tako kot jasno vsi zdravstveni delavci, vpeti v teh razmerah praktično 24 ur. Mogoče smo za razliko od kakšnih drugih specialistov že zaznali to že mogoče kakšnih mesec dni, preden se je cela zadeva tako javno začela objavljati. Pred kakšnimi konec februarja, zlasti tisti, ki dežuramo na urgencah, smo že imeli prve primere in nekako posledično smo se tudi mogoče v družinskih ambulantah posledično že malo pripravljali na razmere. Jasno, stvari so se spremenile, ne gledamo pacientov, imamo dostopnost linij večjo, telefonske linije, internet. V nekaterih ambulantah seveda je bilo to lažje dosegljivo, ker smo se že paciente že prej imeli na ta sistem pripravljene. V nekaterih je to trajalo, zlasti po razglasitvi epidemije. To smo videli, ker tisti, ki delamo na različnih linijah in na urgenci, smo to zaznali, to stisko pacientov, zlasti v prvem tednu bila kar velika, ker je bila dostopnost slabša. To se je pokazalo čist pri osnovnih zadevah, kot so recepti, vprašanja v zvezi s tem. Zdaj mislim, da se zadeve počasi umirjajo, kar se tiče teh, recimo rečemo, ustaljenih dostopov do zdravnika. In to pogledno me nekako pomirja zadeva, smo pa potrebovali kar nekaj časa, no, to pa res. Je večja pri pacientih, je zelo pomembno, da v teh časih dobijo dostop, da so dostopni, da smo zdravniki dostopni, da dobijo informacije, da niso prestrašeni, da jih pomirimo. To je v teh primerih ključno in če smo, potem mislim, da tudi zadevo jemljajo resno, odgovorno in se zadeva premika, tako kot vidimo, uspešno. Kako pa se vaši pacienti odzivajo na te razmere? So po večini zaskrbljeni? Kako resno jemljajo pandemijo? Ravno tako, ravno to je vprašanje, ki se mi zdi, da je povezano s prvim. Če si vzamemo čas, če smo dostopni, če jim lahko razložimo, kaj je ta virus, kako, ker tudi v javnosti sedaj vidimo, da dobijo veliko informacij, pa vse družinski zdravniki so tisti, ki jim pacienti največ zaupajo in ki dobijo nekako največ informacij in najhitreje. Če dobijo to informacijo, če mu lahko še mi razložimo, kako se naj ugibajo, kako naj se zavarujejo, kaj je pomembno, kakšni so ti prvi simptomi, kako morajo odreagirati, če se nekaj zgodi. Potem mislim tudi to, zdaj ko spremljam paciente in te odzive zlasti po 14 dneh, da so pomirjeni, da zadevo jemljajo resno, ni pa prisotni, moram reči, panike in tudi ta odziv, ki je seveda popolnoma drugačen sedaj, zdaj moramo se sfokusirati res na te najbolj nujne in med vsemi boleznimi, ki jasno so še vedno prisotne in bolezni poleg virusa so stalno in jih nismo ustavili. Te bolezni je največji izziv, ker moramo sedaj to seveda pravočasno in pravilno prepoznati in jih ne pustiti v vrsti čakati. In pacienti, če dobijo ta občutek, da smo na voljo in da se jim ne bo nič hudega zgodilo, potem mislim, da so tudi oni pomirjeni. In ta občutek mislim, da se zdaj zopet prihaja. Za katere paciente pa vas kot zdravnika najbolj skrbi, da jih vse te novosti, spremenjene osnovne življenjske navade in tudi vse splošno prisotna skrb najbolj obremenjujejo? Ja, jasno, najprej bi pomislili na najstarejše in najbolj ranljivo populacijo. Vendar mogoče ravno na začetku, kjer se je ta prvih 14 dni, ko se je začela ta epidemija, pa
populacija, kot je mlajša, ta aktivna populacija, so vsi mogoče vzeli, saj moj občutek je malo prelahko. In sem mislil, ja, to bo 14 dni, 3 tedne in se bo vse vrnilo v svoje smernice. Starejši, mogoče tudi izkušeni iz prejšnjih, mogoče še kakšni živeči, ki so dali kakšne vojne razmere za sabo, so nekako bolj resno zadevo vzeli in so se nekako bolj pripravili. In trenutno vidim problem v generaciji, ki je recimo mlajša, tam nekje od 20 do 30 let, ker niso nekako navajeni biti doma, niso navajeni, čeprav so te sodobne omrežja in Facebooki in vse podobno, niso navajeni take načine komunikacije in mislim, da se tukaj pojavlja zdaj problem tudi pri vseh ostalih deležnikih, tako pri socialnih delavcih, tako kot pri psihologih in ostalih, ker v naslednjih tednih bodo prišli te izzivi, ko bomo morali razlagati, zakaj je to in kako jih pomiriti, poleg vseh ostalih bolezni. Jasno, pri starejši populaciji je pa bil na začetku pa vmes predvsem problem dostopnosti. Ali bodo dobili zdravila, ali bodo dobili odgovor od svojega zdravnika. To mislim pa, da je zdaj, ko smo že naredili mrežo, kako tudi dostopati in so se uporabljale te korona ambulante, ko so se v zdravstveni domovi tudi že organizirali, ko imajo več telefonskih linij, to mislim, da zdaj ne bi smel tudi pri starejši populaciji več biti problem. In ni samo problem ta komunikacija preko interneta, saj telefonske linije in vse ostalo je, ne? Tako da to mislim, da je ta glavni problem. Omenili ste že, da je informiranost izjemnega pomena. S katerimi vprašanji pa se še vedno obračajo pacienti na vas? Je dovolj teh splošnih informacij v javnosti, so dovolj jasne za osnovno zaščito? Potem govorim, da se še vedno pojavljajo vprašanja, kako se vendarle najbolje zaščititi pri nakupovanju, ali so maske domače izdelave primerna zaščita, za kakšne primere so to primerna zaščita. Imamo dovolj teh osnovnih informacij? Jaz mislim, da jih imamo, nikoli pa seveda ni tega preveč. Dobro je, če zdravstveni delavci stalno to ponavljamo, če v vsaki možni priliki dodamo kot dodatek, kako je pravilno se gibati, kako je pravilno rekovati, kakšni so pravilni ukrepi, ker to mislim, da je tisto, kar pa zdaj že vsi vemo in kar je nekako slogan ratal, da samo s tem lahko dejansko zamejimo to epidemijo in naredimo, da bo zdravstveni sistem vzdržen, ker to nekako moramo to parabolo potencialne rasti virusa nekako mora priti zdaj v kri vsakem. In mislim, da bi ta graf, ki so ga odlično izkazali naši matematiki ali fiziki in ga dnevno obnavljajo, to mislim, da bi bilo poleg vseh ostalih informacij in številk obolelih zelo primerno, da bi ga kazali na kakšnih pred javnimi poročili, na kakšnih prime timih, da bi ljudje videli, kako pomembno je ta odzivnost in da ta krivuljo lahko ustavi samo vsak posameznik, če resno vzame zadevo. In da zdravstveni sistem, kot je naš, in vsak zdravstveni sistem, naš pa še zlasti, ker vemo, da v zadnjih mesecih in letih je bil malo podhranjen in v neki taki epidemiji, ki se zgodi, je zelo pomembno, da ga prehitro ne obremenimo. To je zelo ključno. Omenili ste zdravstveni sistem. Kako je bil zdravstveni sistem družinske medicine pripravljen na te nove razmere? Ste se zdaj, lahko že rečete, popolnoma prilagodili oziroma v večini primerov prilagodili in česa vam najbolj primanjkuje poleg časa? Seveda, težko bi rekel, da smo bili pripravljeni, ker mislim, da nihče ni bil pripravljen na take razmere, s kakršnimi se soočamo. Mislim pa, da smo dobro odreagirali in pravočasno, še vedno pravočasno, in še vedno moramo se z vsakim tednom in dnevom soočati z novimi izzivi in hitro odreagirati. Vrha epidemije še nismo dosegli, izzivi se stalno spreminjajo, tako kot smo pravilno in hitro 15. 16. marca odreagirali in zaprli vrtce in šole, potem kasneje javne prevoze in podobno. Moramo stalno slediti zadevam in zdaj trenutno v družinski medicini je ratal problem prvi teden, da smo se na nivoju države organizirali, ustanovili korona ambulante, preorganizirali zdravstvene domove v smislu dostopnosti in vsega,
ampak trenutno, zdaj, ta trenutek so recimo problemi domovi za stare, v katere se vključujejo tudi družinski zdravniki, v katere se vključujejo tudi primarno zdravstvo, kot je patronaža, kot so negovalke in podobno. In tukaj je recimo zdaj izziv, ki ga vidim, ki ga moramo hitro odreagirati, in da ne bomo prehitro obremenili zdravstvenega sistema. So se v tem času, po vašem mnenju, pokazale kakšne možnosti izboljšav zdravstvenega sistema, ki bi jih lahko uporabili tudi v prihodnje, ko se bodo stvari umirile? Ja, saj veste, vsaka kriza prinese tudi svoje pluse in tukaj se že kažejo. Ena izmed teh v družinski medicini je vsekakor, kot veste, družinski zdravniki smo zelo obremenjeni z administracijo in podobnimi zadevami. Čez noč recimo se je uredil sistem podaljševanja bolnišk. Prej je bilo potrebno pošiljati kartone, dopise, vse. Najprej so to poenostavili samo z skeniranjem in s pošiljanjem. No, s 25. marcem smo družinski zdravniki dobili pooblastila, jasno, odgovorno, v skladu z vsemi smernicami, ki veljajo, da lahko bolniško imamo pooblastila, da bolniške lahko podaljšujemo do 1 leta. Jasno, to ne velja, da bi bilo tudi v normalnih razmerah, ampak govorim, da se da z nekim dogovorom stvari poenostaviti. Podobno je recimo srečo imamo, da smo pred mesecem dni uvedli e-bolniško, da ne predstavljam si, kako bi to sedaj v teh razmerah izgledalo, če bi imeli še papirnate in skenirane bolniške, ko imamo veliko pacientov na bolniški. Poleg tega pa se mi zdi, da je pomembno tudi, zelo pomembna zadeva, ki se je sedaj pokazala, je komunikacija z specialisti in sekundarno in terciarno nivojem. To se je sicer že začelo dogajati z uvedbo te e-komunikacije in e-sistema, vendar v teh kriznih razmerah so tudi kolegi sami pristopili, odprli linije, tudi, ne vem, sprostili svoje osebne telefone, nekateri med kolegi, da lahko komuniciramo. To mislim, da je v svetu praksa že dolgo časa in to smo tudi družinski zdravniki pogrešali in v tej epidemiji je to sigurno ena izmed plusov, da se še ta pritok informacij hitreje poteka, kar je ključnega pomena sedaj, ko moramo vsakega pacienta naročiti k specialistu. Upam, da bo to ostalo še naprej. Želimo si, da bi to ostalo, da bi bila to dobra praksa tudi v prihodnje. Dr. Kus, hvala, ostanite z veliko energije še naprej in ostanite zdravi. Hvala tudi vam, ostanite zdravi, ostanite doma, če lahko.